Novice. Po davčni reformi bi povsem spremenili način ugotavljanja dohodnine. Strmoglavljenje ameriškega drona v Črnomorje vzbuja zaskrbljenost. Ura je 8:30. Dober dan, želim Miranda Bratkič. Vlada še ni pripravila predloga zakona, ki bo urejal temelje plačnega sistema javnega sektorja in ki naj bi ga do danes poslala sindikatom. Razpravo o tem so včeraj prekinili in jo bodo nadaljevali na jutrišnji vladni seji. Danes pa se bodo nadaljevala pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru. Včeraj predstavljena izhodišča davčne reforme napovedujejo spremembe pri dohodnini. Koalicija bi dohodninsko obveznost ugotavljala s kreditno metodo. Ali to pomeni višjo ali nižjo obdavčitev, je v drugi jutranji kroniki pojasnjevala Zdenka Bakalar. Zdaj, na primer, olajšave znižujejo davčno osnovo in tako znižana davčna osnova se potem glede na višino obdavči po dohodninski lestvici s 5 stopnjami. Po novem bo drugače, sešteli bodo vse prejemke, tudi socialne transferje, neobdavčen regres, prevoz, malico in ostale prihodke in izračunali dohodnino, pri čemer bo prvi razred s stopnjo 0 očitno prilagojen temu, da bodo vam padli zdaj neobdavčeni prihodki. Potem po lestvici navzgor od tako izračunane dohodnine pa bi odšteli na primer znesek za vzdrževanje otrok. Ker bo znesek za vse enak, bodo seveda manj dohodnine plačali tisti, ki imajo nižje prejemke in obratno z višjimi prejemki sledi več dohodnine. Davek na nepremičnine naj bi dobili čez 2 leti, prevetrili pa naj bi tudi seznam obdavčitev z nižjim davkom na dodano vrednost in olajšave pri davku od dobička pravnih oseb. Včeraj sta nad Črnim morjem